85 na 92 voda, iz 90 na 100 olje, alternator pada iz 14 na 13, 5, 6. Benzin drži na original E36 pumpi brez težav. Ful je glasni spuh, pa rezonance po celem avtu, tako da bo treba težji zadnji lonec. Zdaj ga pa zapneš. Okej. Čakaj, grem vam pogled. Zdaj ga na šipo bolj. Tako? Čakaj, zdaj ti grem samo še. Super je, niti ne veš. Pač vide. Ročna, ima malo dosti lufta, malo manj mrtvega hoda, bo šlo skozi. E36 z Toyotinim 3UZ motorjem, to je bil danes prvi test. Avto ima za razliko od ostalih mojih avtov spredaj malo širše gume, to so 235-40 nankangice, ki so pa spredaj zato, da bojo lahko držale gobec v ovinku, medtem ko bojo zadaj ful široke semisli gume, ne? In tudi računam s tem avtom voziti večji premer gum in pa širine od 265 gor. Komaj čakam, da danes večer dam avto na vage, da vidim, koliko ta stvar kaj tehta. Občutno več je moči kot pa na ta črnem avtu. Me pa trenutno baše še throttle response, ker je nek hesitation, ko daš pač na gas. Bremzde bojo počasi začele prijemati po celi površini diska, ne samo po zunanjem robu, tako so na začetku. Zadnje že sicer prijemajo po celi površini, ampak se mora še malo obrabiti, da bo dober občutek. Ravno sem testiral 18, na 0,7 bara hladne. Optika za 36, ko ni doben doktorat out of the box. Nizek tlak furanja prepoznaš tudi po temu, da bolj požira robove kot sredino, oziroma pač prej pride do žice na robovih kot na sredi, ne. Zadnji del je zaenkrat provizoriš, tukaj fali bok. Ampak to so malenkosti, ko načeloma ne dodajo dosti teže avtu. Guma se po karoseriji že nabira. S 3.0 dizelskim menjalnikom je z 2.65 diffom druga malo prekratka, z lahkoto zavrti do blokade. Tretja je tu malo predolga. Ne bi pa rad preobrnil sklopke na kakih hudih semislikih, ne. Vodo drži. Olje zaenkrat nikjer ne pušča, ne zavornega, ne dobenega drugega. Vsi zglobi so suhi zaenkrat, hladilnik še ni pasal, nič hujšega. Čas je, da se ta avto sestavi, kar se tiče karoserije, pa pol počasi poštriha. Ja. Vse pač je nekaj. Na podlagi teh videov lahko Danes nam je gospod Lotrič v Ljubečni omogočil, da sem prišel pa testiral ta avto, tako da velika zahvala gre njemu.
Zdaj počas, preden se odpravim domov, pa sestavljati karoserijo, da poberem par teh koščkov gum, da ne pustim lih svinjarije za sabo na tem rondoju, ki ga drugače močijo za varno vožnjo. Evo, le zdaj to off-road dirkanje, specifično trophy traki pa stadium traki me ful fascinirajo, ne. In tu, na novem avtu, je mogoče kakšna finta iz tistega sveta. Shock body je relativno dolg, bump stop je zelo blizu konca hoda vzmetenja, up travela je za slabe 4 prste, zdaj pa glej down travel. Deset prstov skupnega hoda vzmetenja, torej recimo dobrih 6 down travela. Se bo to eventualno dobro obneslo, bom videl. Pa bom videl tudi, kako dolga bo življenjska doba top mountov, s tem, ko avto dosti fura na bump stopih, ne. Kak je bil prvi test z novim avtom? Super. Je bil v redu, kak se dere? Tudi kar v redu. Preveč je pravi odgovor, ne. Prvi test cool. Ta asfalt sicer ni bil lih merodajen, kar se količine gripa tiče. Da to bomo videli kmalu. Kar se tiče vseh ostalih mehanskih stvari, pa avto dela BP, ne. To mi je pa zelo všeč. To pomeni, da se lahko osredotočim na vse te stvari, ki jih je treba končati. Kot so recimo vsa elektroinštalacija, razne letvice, manšete, blatniki in podobne bedarije, ki pač jemljejo ful časa, ampak so bolj ali manj potrebne za brezhibno dolgoročno delovanje avta, ne. Edina mehanska skrb, ki se je pojavila, je pa pač ta servopumpa od M40 motorja, ki dela glitter v olju, ne. To je bilo nekaj utrinkov iz testiranja na novo sestavljenega E36 drift avta. Naslednje 2 dni smo s prijatelji preživeli na progah, tako da je v bistvu avto v prvem tednu, odkar je vozen, že dal skozi 3 track daye. Setup je dost napredoval, pa ima še kar nekaj potencijala. Več o tem pa v naslednjih videih. Zaenkrat pa hvala za ogled, z vami sem bil Erik in se vidimo v naslednjem videu.